V kolikšni meri bo umetna inteligenca narekovala ali vplivala na višje strokovno izobraževanje? Kako smo nanjo pripravljeni? Se k nam tihotapi skozi zadnja vrata, ji bomo na široko odprli sprednja in dokot jo bomo povabili, kje gosti postavili mejo? Z nami je antropolog dr. Dan Podjed. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, lep pozdrav. Zelo sem vesel, da ste dogodek odprli z slovensko himno, Zdravljico, zato ker sem tudi sam želel za začetek povedati eno Prešernovo pesem. In sicer pevcu. Gre pa takole. Kdo zna noč temno razjasniti kitare duha? Kdo ve kragulja odgnati, ki kljuje srce, od zora do mraka, od mraka do dne? Kdo uči izbrisati spomina nekdanje dni, brezup prihodnih odnac pred oči, praznoti ubežati, ki zdanje mori? Kako biti očeš poet in ti pretežko je v srcu nosit, ali pekel, ali nebo? Stanu se svojega spomni, trpi, brez miru. Hvala za aplavz. Pesmi ni napisala umetna inteligenca, ampak človeška pamet in to že pred kar precej časa, pred zdaj že skoraj 2 stoletjema in živimo pa v času, ko lahko pesmi piše seveda tudi umetna inteligenca. Te pesmi nisem izbral po naključju, ampak zato prvič, da se pobaham, da sploh znam še kaj povedati na pamet. Živimo namreč v času, ko vemo vse manj podatkov na pamet, ko je to, da znaš neko pesem, Prešernovo pesem, ni več relevantna kompetenca. In meni se ne zdi tako nepredstavljiv trenutek, da bo čez 5 let recimo tule nastopil mladinski pevski zbor in da bodo imeli vsi pevci in pevke v rokah telefone in bodo gledali besedilo pesmi Zdravljice mogoče in jo peli. Ali pa da bomo mogoče v tistem trenutku že kar priključeni na Neuralink ali pa kak drug pripomoček povezan z umetno inteligenco, tako da se nam sploh nikoli ne bo treba naučiti te pesmi na pamet. Zdaj, ta umetniški poklic poznam tudi sam, zato ker je bil moj oče dramski igralec in se je učil pesmi in besedila gledaliških predstav, dramskih besedil na pamet. In porabil za to tedne, včasih mesece, zato da je nastala dobra igra. Zdaj, v kako prihodnost pa gremo, ko bomo lahko igralce, igralke, nastopajoče priključili kar direktno na naprave? Zamislite si, koliko bi lahko recimo izžel danes iz Janeza Škofa ali pa Pije Zemljič, če bi bila priključena direktno na Neuralink. Potem bi se predstavo naučila ne v enem dnevu, mogoče v enim sekundi, lahko bi šla na oder in takoj začela uprizarjati nekaj novega. Ampak, a smo potem še ljudje? In kaj bo ostalo od človeka v času umetne inteligence? Jaz mislim, da je to eno od ključnih vprašanj, ki je povezano tudi s temo tega posveta. Kak smisel še ima sploh šola? Kak smisel ima to, kar delate? A ima kak smisel hoditi v šolo, če lahko vse podatke pridobimo od računalnika, strani računalnika, s pomočjo umetne inteligence. Sej pač ta pojav ChatGPT-ja, ki je razburkal javnost, pravzaprav ni nič tako presenetljivega. Saj smo imeli že prej pojav interneta v 90-ih, oziroma svetovnega spleta, natančneje v 90-ih letih prejšnjega stoletja, pa potem pojav pametnih mobilnih telefonov, ko smo lahko sproti objavljali selfije in kaj počnemo na dopustu. Zdaj,
lansko jesen 2022 se je zgodilo nekaj novega. Pač dobili smo orodje, ki nam odgovarja na vprašanje. In je postalo v izjemno kratkem času, ChatGPT konkretno, eno najpriljubljenejših tehnoloških orodij, pripomočkov. Na milijone ljudi se je v zelo kratkem času priključili in poskusili klepetati. Zdaj me samo zanima, če lahko roke dvignete tu v tem prostoru, tisti, ki ste kdaj uporabljali orodje ChatGPT. Prosim, če dvignete roke, kar pogledajte nazaj, da boste videli, kdo vse. Nič narobe, če niste. Tako ne se sekirati zaradi tega. Ampak, a veste, zakaj je to orodje postalo tako priljubljeno? A mogoče veste, kaj pomeni GPT? Zdaj pa spet, prosim, če dvignete roke, pa iskreno priznate, če veste, kaj pomeni GPT, kratica, GPT. Poglejte okrog, nihče ne ve. Zanimivo, ne? Nihče! Veste pa, kaj je chat? Ne? Chat pomeni pa klepet, pogovor, in to so potrebovali ljudje. Pogovor so potrebovali ljudje. Pač v preteklosti smo imeli za spoved, recimo, in za klepet duhovnika, potem psihoterapeuta, pa frizerko, pa prijatelje. Zdaj imamo pa na voljo orodje, ki vam ves čas odgovarja na ključna vprašanja. Ali pa na neumna vprašanja po drugi strani. Že Google so ljudje spraševali marsikaj. Mene je izjemno zanimivo gledati, katera so najpogostejša vprašanja na Googlu, in eno od bolj pogostih vprašanj je, ki ga sprašujejo in zastavljajo moški Googlu, ali je moj penis dovolj velik. In tu ni mišljen drug odgovor, kot pa to, seveda, ker niso dali zraven nobenih kvantitativnih podatkov, ki bi jim potem pomagali pridobiti odgovor. In zakaj omenjam to vprašanje? Zato, ker gre tu za klepet, za tolažbo in za nekoga, ki se je končno pripravljen ure in ure pogovarjati z nami. In to je ena od bistvenih vrlin pravzaprav tega programa, da ima čas. Neskončno časa. In zato so ljudje začeli gojiti tudi emocije do ChatGPT-ja. Paste, tudi moja žena ga uporablja in potem je rekla pred časom, a veš, kaj smo rekla na koncu, ko mi je dal nek res dober odgovor, nekaj res uporabnega mi je povedal, kar bom lahko uporabljala tudi pri delu. Napisala sem mu, I love you. Torej, moja žena me praktično vara s ChatGPT-jem, tako da razmišljam, če se ne bi morali temu orodju reči cheat GPT. Prihodnost, naša prihodnost z tovrstnimi rešitvami, ki temeljijo na umetni inteligenci, je po mojem bolj podobna kot kakim tem distopičnim scenarijem v filmih Terminator pa Matrica, filmu Her. Ne vem, če ste si ogledali ta film, ampak gre za moškega, ki se zaljubi v operacijski sistem, ki ga upodablja z glasom Scarlett Johansson, tako da po svojega razumem, ampak gre za to, da se zaljubljamo v naprave, da smo začeli gojiti emocije do naprav tehnologij, ki živijo z nami. In jaz mislim, da je to, kar delamo, pravzaprav zelo človeško. Tudi krmimo ves čas tehnologije, ki delujejo na podlagi velikih jezikovnih modelov, large language models, s tem, kar jim želimo dati. In to bomo tudi dobili nazaj, tega se moramo zavedati. Zdaj, če bi šel ChatGPT, oziroma če bi šla neka neka inteligenca izven zemlje pogledati, kako ljudje komunicirajo po Twitterju, recimo, bi bili po mojem zgroženi. In to je tisto, s čimer krmimo dejansko ta hip umetno inteligenco. Torej, to je prvi trend, na katerega sem želel opozoriti in ki je izjemno pomemben pri tem, kakšne bodo šole prihodnosti in katere so tiste veščine, znanja, kompetence, ki bodo v prihodnosti pomembne. Drugi trend, ki ga moramo nujno spremljati, je ta, namreč življenje med 4 stenami. Zavedati se moramo, da je to postalo, tole, kar vi počnete zdaj, je normalno življenje. Naš vsak dan. Odrasli sedimo 9,3 ure dnevno v povprečju. Mladi manj, pa jih dostikrat grajamo, da so samo pred ekrani in da samo sedijo. Ni res. Vi sedite več v povprečju. In v zaprtih prostorih smo 93% časa. A si predstavljate, kakšna razlika je to v primerjavi z našimi kamenodobnimi predniki pred 200 000 leti? Mi smo v zaprtih prostorih 93% časa. Doma največ od tega, v vozilu
5 do 6% časa, samo 7 do 8% časa smo še na prostem. In v bistvu se nam dogaja to, da se človek spreminja v bitje, ki je bolj podobno koralam, kot pa ljudem. Se smo ves čas pri miru, v zaprtem, ne gibljemo se, negibni postajamo. In to je res pomemben trend, ki ga je treba slediti, ker ste tudi vi tisti, ki lahko ta trend preoblikuje, zato da ljudje vstanejo. A je nujno recimo, da učenci, učenke, dijaki, dijakinje, študenti, študentke sedijo med predavanji. Skaj pa ne bi vstali recimo, kam šli, se gibali, bili ljudje in pa bili tudi ne samo priključeni na ekrane, ampak tudi odklopljeni od ekranov. Tudi tu lahko vi naredite ogromno na tem področju, da jih spodbujate k odklopu. V času covida, pandemije, smo priklopili sebe in študente na ekrane, pa dijake, učence. Sami veste iz lastnih izkušenj, kako je bilo to videti. Tudi jaz sem predaval svojim študentom na daljavo več semestrov in na začetku so bili tam še obrazi, potem so pa začeli kar ugašati in so na koncu izgledali tako kot kako pokopališče. Črni kvadratki z belimi imeni, pa jaz, ki gledam samega sebe na ekranu. Tako kot da bi govoril samo o sebi v kopalnici, recimo. In potem se jaz razumem študent, jaz res jih razumem. Mislim, jaz ne morem konkurirati tistemu, kar je na drugi strani zaslona. In tam na drugi strani zaslona pa ima Netflix, Instagram, TikTok in vse drugo, kar je bistveno bolj privlačno kot moje govorjenje. In potem sem rekel, čakajte, kaj pa če bi vi enostavno vzeli telefone, pa šli ven s temi telefoni, lahko me poslušate, si date slušalke v ušesa in na ta način boste spet postali prvič mobilni dvonožci in pa drugič, tu pa tam se mi javite izpod kakšne smreke, če želite z gozda, pa smo na ta način ubili 2 muhi na en mah. Vse to so mobilni telefoni, si jim reče, zakaj bi bili zaradi njih mi manj mobilni. No pa še en pomemben preobrat se je zgodil v tem času, na katerega sem hotel opozoriti to prosojnico. Postali smo zumbiji, torej bitja, ki zumajo več, kot pa govorijo v živo. In zdi se mi, da se v tem času dogaja nek res pomemben epistemološki obrat, da v bistvu, da je to, kar zdaj počnemo, postalo bolj na nek način virtualno, kot pa življenje pred zaslonom. V bistvu smo več časa, v času pandemije, covida, smo bili pred zasloni 13 ur dnevno, spet odrasli v povprečju, pa kar naprej na mlade kadežemo s prstom, da so samo pred zasloni. Mi smo zablujena generacija, mi tule v tem prostoru. V povprečju se mi tule v tem prostoru dotaknemo zaslona telefona 2617krat dnevno. In prva stvar, ki ste jo mogoče danes vzeli v roke, je bil telefon. Vi že kimate, gospa, pa zadnja, ki boste mogoče odložili. A se še koga dotaknete 2617krat dnevno? Upam, da ne, se zmeša, ne? Tako da, tu moramo biti res, mislim, brzdati sami sebe, ampak več o tem kasneje. Sicer se nam bo dokončno zgodil ta obrat, da je tisto, kar se dogaja na ekranu, postane bolj pomembno, bolj realno od fizičnega sveta. In zato lahko tudi poskrbite vi. Naslednji trend, ki se zdi mogoče oddaljen od tega digitalnega, o čemer, kar smo postavili danes v središče, torej umetno inteligenco, pa je tole, čas trajne krize in kontejnerizacija življenja. Tole je prizor iz Petrinje, iz mesta, ki je od Ljubljane oddaljeno približno 2 uri vožnje, na Hrvaškem, ki ga je uničil rušilen potres ob koncu leta 2020. In kako so rešili problem? S kontejnerji. In še vedno je, do pred nekaj meseci, ko sem bil tam, bilo 1300 ljudi v kontejnerjih. Tako se rešuje probleme v času trajne krize. Če pride potres, daš ljudi v kontejner. Problem rešen. In na ta način so rešili tudi problem z tem, ker ni bilo nakupovalnega središča. Naredili so ogromno nakupovalno središče iz 2 plasti kontejnerjev, 140 kontejnerjev so sestavili. In zelo ironično se reče temu novemu nakupovalnemu središču Center novega života, središče novega življenja. To je naša prihodnost. Ljudje, naša prihodnost je v kontejnerju, ker je kontejner odgovor za vse probleme, za vse krize. Kje ste se testirali za COVID? Domnevam, da vsaj enkrat v kontejnerju. Kaj naredimo v času naravnih katastrof, povodni, potresov? Ljudi damo v kontejner.
Kaj naredimo v času migracij? Ljudi damo v kontejner. Kontejner je univerzalni odgovor za vse probleme na tem svetu. In zato pravim, da je na nek način to homogenizacijski stroj. Zaradi kontejnerja postaja naša življenja bolj standardizirana, homogenizirana, enakih dimenzij. Kontejnerji so povsod po svetu enakih dimenzij. In te kontejnerje uporabljamo za to, da vržemo stvari stran, po kontejnerjih seveda pridejo stvari do nas, kontejnerček nas daje tudi, ko končamo življenje, rečemo krsta ali žara in nas potem pospravijo. In zato so naša življenja vse bolj od rojstva do smrti kontejnerska življenja. Ne samo kontejnerji, ampak tudi podatki so tisto, kar preoblikuje naše življenje. Na ta dan, danes, bomo objavili 500 milijonov tweetov oziroma X-ov, kakorkoli se jim že zdaj reče, in 100 milijonov selfijev naredili, to je, vse veste, fotografij samega sebe, zgolj na androidnih napravah. Objavili na milijarde SMS-ov, ampak to še ni nič v primerjavi z ne tako oddaljeno prihodnostjo. Do leta 2025 bomo sobivali, pazite, na tem svetu z 75 milijardami pametnih naprav. 8 milijard ljudi, pametnih, bolj ali manj bo na tem planetu, pa 75 milijard pametnih naprav, ki si bodo na vsak način želele vašo pozornost. Tako da prihodnost, v katero se podajamo, je lahko bistveno boljša ali pa je lahko pekel, ko bo vsaka stvar od straniščne školjke do postelje in štedilnika hotela govoriti z vami. Zdaj pa, tu je pa res tema, ki je izjemno pomembna za šole. Kaj delamo s tem, ko izvajamo prehod od družbe tveganja k družbi nadzora? Družba tveganja je izraz, ki ga je sicer uporabil sociolog Ulrich Beck v 80-ih letih prejšnjega stoletja in pomeni zelo preprosto povedano, da je vse, kar je tamle dol, nevarno. Zdaj bom pogledal čez okno, vi ta čas kar počakajte na varnem. Aha, nek taksist je tamle, prej sem videl avto, ki se pelje mimo. Aha, še en avto, na srečo nobenega človeka nikjer. Aha, zdaj pa še en črn avto, to je res slab znak. Audi, še slabše, s koprsko registracijo, katastrofa. Kar priporočam je, da ostanete tu noter. To je družba tveganja. Biti noter, biti na varnem. Zato smo konec koncev tudi 93% časa v zaprtih prostorih. Zato, ker je bolje biti noter. V 21. stoletju pa smo naredili še prehod k družbi nadzora. Ko je treba kar vsakega, za vsak slučaj, ki je zunaj, nadzorovati. Pa tudi tega, ki je noter, se splača nadzorovati. In lepo se to vidi, res lepo pri tem, kako nadziramo svoje otroke. Kolikrat so vas peljali starši v šolo? Kolikrat? Mogoče enkrat. Prvi dan pa vas? Pa vas? Koliko vas pa dela v šolah? Precej, ne bi rekel. In jaz stanujem zraven šole, tudi pač delam v visokošolski ustanovi in imam 3 otroke, po zadnjem štetju stare 17, 12 in 9 let in stanujemo zraven šole, dobesedno 10 metrov od šole. Popoldne se otroci lovijo okrog šole, vse 3 otroke, sem jaz ali pa moja žena, vodu v šolo. Niso šli sami v šolo, ker jih je treba pospremiti v šolo, iti iskat v šolo in jih peljati domov. Mislim, kdaj se je to spremenilo? Jaz mislim, da je to posledica družbe nadzora in družbe tveganja, ki sem jo prej omenil. Ko so otroci stari dovolj, ne grejo sami v šolo, ker jim damo v roke telefone in druge naprave, zapestnice, sledilne naprave, pravzaprav, da jih lahko v živo spremljate po zaslonu. Family Tracker je ena od takih aplikacij, ki sem jo poskusno nastavil na svoj telefon, pa prosil še ženo, da si namesti to aplikacijo, tako da sem lahko ženo, pa ste sledil po telefonu, kje je, pa kaj počne, pa ona mene, ne. Lahko pa sledite svoje otroke in jim nastavite digitalnega električnega pastirja v radiusu 500 metrov od doma in takrat dobite potem potisno sporočilo, ko pač otrok prečka to varno mejo in dobite opozorilo, da je v nevarni coni in ga pokličete. Marko, kaj delaš tam? Ne vprašajte ga, kje si, se itak vidite na zaslonu. Takoj pridi nazaj.
In kaj dobimo na ta način? Kratkoročno, nekaj zelo praktičnega, otroke na daljinsko upravljanje, ki jih lahko vodite po telefonu. Dolgoročno pa dobimo državljane na daljinsko upravljanje, ki jih lahko vodite po telefonu. Dobimo neavtonomne, nesamostojne državljane, ki se ne znajo sami odločati o svoji poti. Zakaj? Zaradi ideje videti veliko je dobro, videti več je bolje in vedeti več je bolje. In Kitajska je ta sistem kar pošteno dovršila z tako imenovanim sistemom družbenih kreditov oziroma družbenega razvrščanja, po katerem dobite oceno, glede na to, kako pridni ste. Da me zanima, kupujete cigarete, pa vi? Vi? Sploh nihče ne kadi. Gospa, vi? Aj se mi, da se poznava. Pa vi? Nihče ne kadi več, pa kaki šolniki ste to. Ok, vsem 5 točk več. Kakšni so vaši dolgovi? Kako redno plačujete položnice? Redno plačujete položnice? Res? Kako pa kaj komunicirate po Messengerju? Kaj slabega pišete v predsednici? Nataši Pirc-Musar? Nikoli? Kako? Aha, poveste. Dobro, ne vam bo 5 točk več za vas. Kaj pa prečkate cesto tam, kjer ni dovoljeno? Res? 10 točk manj za vas, gospa. In kakšna so vaša razmerja, ampak ne gre za to. Ampak gre za to, da če ima kolega ob vas, videl, da se poznata očitno, ne? Recimo, da ima on slabo oceno, da mu pade pod 400 točk, ne se več družiti z njim, ker bo tudi vaša ocena padla. In zaradi tega seštevka ocen potem dobite skupno oceno, od česar je odvisno, kako živite, kako kakovostno živite, kakšno je vaše življenje. A boste dobili vizo za Evropsko unijo, boste dobili vizo za Singapur, a boste lahko otroke svoje upisali v tisto šolo, ki si sami želite, ali vam bo država pomagala izbrati pravo šolo. In zdaj to se sliši šokantno, ampak se tudi mi živimo v sistemu družbenega razvrščanja in družbenih kreditov. Jaz dobim tudi vsako leto neko plaketo ogromno od Centra za socialno delo, ki mi javi, koliko imam jaz denarja na računu, koliko imajo moji otroci denarja na računu, pa da imam 35 evrov na računu neke banke, ki sploh ne obstaja več. In zdaj samo čakam, če bodo to kakšni milijoni ali pa milijarde nastale iz tega prihranka. Ampak ne samo seveda Center za socialno delo, ta je v bistvu najbolj benigna od institucij, ki vas sledijo. Razmislite, kaj vejo o vas zavarovalnice, banke, o vaših navadah, pa da ne govorim sploh o teh res digitalnih magnatih, Googlu, Meti, torej lastnikom Facebooka, Instagrama, Amazonu in drugim podjetjem, ki vejo o vas več, kot veste vi sami o sebi, kot vaš partner pa sploh. In tudi mi živimo v sistemu družbenega razvrščanja, ki se nam zaradi te ideje videti več je dobro, videti vse je bolje, vse bolj bliža, tudi fizično. In Kitajska izvaža svoje pametne tehnologije, kamere, tudi v evropska mesta. V Beogradu recimo so nastavili že pred parimi leti več kot 1000 nadzornih kamer, ki ves čas spremljajo, kaj se dogaja na cestah. In ne samo na cestah zaradi prometa, pa kdo je tam? A ste vi tam? Ker vas prepoznajo po obrazu in vas, seveda, če prečkate cesto tam, kjer ni dovoljeno, kot ste prej omenili, a ste vi to rekli? Ste priznali? Pač bo to avtomatsko 10 točk manj za vas. In ne samo v Beograd, ampak tudi v Kampalo, glavno mesto Ugande. In kaj Streamater, ki je analiziral ta sistem, v knjigi We Have Been Harmonized pravi, da gre v bistvu za operacijski sistem za diktaturo, ker ga lahko prodaja komorkoli in ko ga enkrat uvedete, tak digitalni sistem popolnega nadzora, totalnega nadzora, gremo res težko nazaj. In jaz mislim, da se zelo hitro zaciklamo v tem, da sprejmemo to idejo, da videti več je bolje, ko se zgodi kaj kritičnega. Spet primer iz mojega domačega Celja, sicer tu v Ljubljani živim že od leta 93, ampak ostajam Celjan. In me je zelo prizadel primer medvrstniškega nasilja v Celju, pred pol leta recimo. Veste, kaj se je zgodilo? Nasilje na strehi neke veleblagovnice. Ni me šokiralo, iskreno ni me šokiralo to, da so se mladi skregali in stepli. To se mi zdi, da je v primerjavi s tem, kar se dogaja zdaj v Gazi pa Ukrajini, manjši problem na tem planetu.
Ker to je medvrstniško nasilje, kar počnemo starejši, se streljamo, razstreljujemo, to je medvrstniško nasilje, najhujše vrste. Potem spet kažemo na mlade s prstom in rečemo temu medvrstniško nasilje. Kaj pa nasilje med nami, vrstniki, kaj pa to? In skratka, bil sem presenečen, seveda, da so se mladi posneli in objavili to na TikToku. Zakaj? To, ker je treba videti in pokazati vse, kar počnete. Ker živimo ne samo v družbi tveganja in družbi nadzora, ampak tudi v družbi spektakla. Resno sem bil pa ogorčen zaradi tega, kar so naredili starejši. Ko so objavili na Facebooku in drugih omrežjih, kaj treba narediti z mladimi. Pa ste objavili so sezname poimenske mladih ljudi, z imeni in priimki, v katero šolo hodijo. In kaj jim je treba narediti? Da jih je treba prisiliti, da čistijo stranišča do konca življenja, da jih je treba strpati v zapor, da jim je treba polomiti noge, da jih je treba vršiti njih z veleblagovnice in tako naprej. Zgodil se je pravzaprav linč na omrežju. In to je to, kar počnemo zaradi ideje, videti več je dobro, videti vse je bolje. Ker je bil eden od glavnih predlogov tudi, zakaj pa ni tam kamer? Zakaj pa ni kar tam kamer, ki bi vse posnele? In zakaj pa v šole, recimo, se vemo, kaj mladi tja vse nosijo, zakaj pa ne bi v šole namestile rentgenov, ki spremljajo, kdo ima s sabo pištolo in kdo ne? Ampak ali si res želimo take šole? Ali si želimo nadzorne šole? Ali si želimo sočutne šole? In jaz mislim, da v času pospešenega razvoja umetne inteligence pozabljamo na to ključno človeško vprašanje. Kaj pa vse ostalo, kar nas dela ljudi? Je inteligentnost edina vrlina, ki jo imamo? Kaj pa sočutje? Kaj pa solidarnost, sodelovanje? Vse drugo, kar osmisli naša življenja, zaradi česar smo ravno tako ljudje. Kaj pa umetnost, poezija? Zakaj bi bila umetna inteligenca edini odgovor? In jaz mislim, da smo zdaj res na ključnem razpotju. In tudi vi, kot predstavniki šolstva, lahko pomagate potem, na katero pot bomo šli. Torej, a bomo šli po poti digitalnega fevdalizma, ki se zdaj ta hip uspenja. Kaj pomeni digitalni fevdalizem? Točno to, kar sem omenil prej, da se dotaknete telefona 2617 dnevno. A ste kaj plačani za to? Dvomim. Pač sami si kupite naprave, s katerimi izkopavate zlato rudo, ki se reče podatki, zanje plačujete mesečno naročnino, plačate še za podatke, ki so vam jih že pobrali, 3-krat plačate za lastne podatke in od tega profitira samo nekdo. Pravzaprav ne gre niti za fevdalizem, ker tlačani so dali samo grofu desetino, mi pa damo vse. Torej gre v bistvu za digitalno sužnje lastništvo. A bomo šli bolj v smeri digitalnega totalitarizma, ki ga vzpostavlja Kitajska, ko bomo imeli kamere v vsakem prostoru, na vsaki cesti, na vsaki ulici in bodo vidne vse pore našega življenja, tako kot v knjigi 1984, ki so jo nekateri očitno vzeli kar za priročnik za razvoj novih družbeno-ekonomskih sistemov. Ali bomo šli po poti digitalne demokracije? Če se preveč razgovorim, mi vi kar povejte, veste, nekaj mi mahite ali pa nekaj takega. In kot vidite, je na levi strani vseh teh besednih zvez beseda digitalno. Živimo v času tako imenovane digitalne preobrazbe, imamo celo ministrstvo za digitalno preobrazbo. Spet pomembno za to debato pa je, kaj pa analogno, kaj pa fizično, kaj bomo pa storili s tem, a bomo šli tudi mogoče spotoma po poti analogne preobrazbe. In to nista dva trenda, ki si nasprotujeta, temveč se ravno nasprotno podpirata. In sam mislim, da lahko gremo po poti, ki je bolj humana, tako da začnemo prvič delati bolj umirjene tehnologije. Mislim, to, da bomo sobivali s 75 milijardami pametnih naprav, to lahko naredi, kot rečeno, peku iz našega življenja. Predstavljajte si kuhinjo prihodnosti, kjer bo z vami klepetala ura, govoril hladilnik, recimo jaz bom na Braču, na dopustu, hladilnik mi bo javil in to ni zdaj znanstvena fantastika, to je zdaj in tu. Hladilnik vam javi, da se mu je temperatura zvišala za 3 stopinje in da ne zdaj zapustim dopust in pridem domov. Misli hladilnik, če si res pameten, daj poklič serviserja, uredi problem sam, zapri vrata, izklopi se
daj mi mir, jaz sem na dopustu, pač ne želim, da me motiš, ko uživam na plaži, ko imam vsaj nekaj časa zase in za svojo družino. Z nami bo klepetal pomivalni stroj, z nami se bo pogovarjal štedilnik, z nami bo klepetala napa. Mislim, potem greste iz kuhinje na stranišče, z vami se bo pogovarjalo stranišče. Jaz sem v knjigi Videni, ki sem jo izdal 2019, na koncu v sklepnem poglavju napisal tako malo utopično, distopično, kakšna bodo stranišča prihodnosti. Namreč taka, da vam bodo po potrebi, dobesedno po potrebi, veliki ali mali, zmerila, stehtala količino iztrebkov, in vam to poslala na telefon, ker ga imate verjetno s sabo na stranišču, da vidite, kako je vaše zdravstveno stanje, potem bo javilo mogoče te podatke še zavarovalnici, zdravniku, tako da bo mogoče vaša zavarovalna premija zaradi tega višja. Pač hecu sem se, ne? Mislim, fantaziral. In tako čez 2 leti ugotovim, da dejansko taka stranišča prodajajo, že prodajajo. Torej tudi na stranišču niste več sami. Saj itak niste sami na stranišču. Zato, ker imate s sabo telefon in ste v družbi drugih ljudi. Mislim, da se lahko začnemo spet zavedati, kako pomembno je fizično. To je tisto, za kar je pravzaprav višje strokovno šolanje še posebej pomembno, za izdelovati, popravljati fizične stvari, kot so recimo vinilne plošče, ki se vračajo. Pazite, v zgornjem nadstropju veleblagovnice v Ljubljani so bile včasih vinilne plošče, potem CD-ji, potem spodnje perilo, ker pač CD-jev ni bilo več na voljo, zdaj so tam spet vinilne plošče na istem mestu, kak krogec v času smo naredili. Zakaj? Ker je postala vinilna plošča nek produkt, ki je postal privlačen celo mladim, tako kot fotografija, za katero sem moral razlagati zadnjič svojemu sinu. Sem rekel, da bi lahko razvili kakšne slike, ker jih že dolgo nismo, že leta, imamo vse na računalniku. Rekel, razvili? Kako misliš razvili? Sem rekel, ja, včasih smo imeli fotoaparate, veš, ko si ga odprl, potem je bil pa noter film, ki si ga razvil. Kak film? Tako nič mu ni bilo jasno, ga je začela ta stvar, ta produkt izjemno zanimati. In jaz mislim, da fizično ima izjemno prihodnost. Tudi zaradi tega, ker nudi kvalitativno drugačno izkušnjo. Knjige zaradi Kindla niso umrle, še vedno obstajajo, izumrle. In tudi tale z naslovom The Revenge of Analog. Zakaj? Ker je branje knjige na papirju kvalitativno drugačna izkušnja, kot pa branje knjige po telefonu. Zato, ker po telefonu beremo v obliki črke T, na začetku še preberemo, potem pa malce podrsamo navzdol in je zadeva že prebrana. Digitalne rešitve lahko uporabljate tudi za analogno preobrazbo. Kot rečeno, smo v času pandemije COVID-a priklopili otroke na naprave, doma smo kupili 2 računalnika, 1 tablico in pač imeli stroške s tem, še več stroškov pa kako odklopiti otroke. Tako da smo plačali najprej, da smo jih priklopili, potem pa odklopili, ker sva žena kupila program Custodio, ki čez 1,5 ure ali pa 1 uro, ker smo jim časa dodelili, otroke odklopil. In potem sva mislila, problem rešen, ne? Vse naprave so se ugasnile, sva si čestitala, potem pa pridem enkrat v sobo otroško, vidim, da računalniki še vedno delajo, oni še vedno igrajo tam igre Roblox, pa Minecraft in drugo. Pa sem rekel, čakaj malo, kaj pa je zdaj to? Pa je rekel ta srednji sin po starosti, ati, YouTube, tam so itak vsi odgovori. In so seveda našli obvod okrog požarnega zida, ki sem ga jaz nastavil, ne? Tako da brez skrbi mladi najdejo odgovore tudi na to vrstne probleme. Ampak vse otroci, naši otroci iskreno niso najhujši problem pri nas doma. Verjamem, da še tudi v marsikakem drugem domu. Še enkrat, mi smo zablujena generacija. Mi smo več pred ekrani kot mladi. Mi smo tisti, ki smo mogoče najbolj zasvojeni z tovrstnimi napravami. In tudi jaz sem, priznam, infoholik. Pač ves čas imam s sabo to prisrčnico, iz katere srkam informacije in ko čakam na avtobus, recimo postane za 5 sekund dolg čas, pa pogledam na telefon, kaj se dogaja na drugi strani. In zato tudi ne morem več delati zbrano. Mislim, da je to, da nimamo več fokusa, eden glavnih problemov sedanjega časa. Zato sem si na računalnik nastavil program Cold Turkey, ki mi naredi z računalnika pisalni stroj, da sploh lahko pišem. Sicer ne bi verjetno napisal nič, ker bi šel vsakih 5 sekund pogledati, če sem dobil kako elektronsko pošto, ker se veste, to je tak kup,
ki ga je treba vsak dan skidati. Mene je strah, iskreno, ko zjutraj odprem Outlook in vidim gor 106 neodgovorjenih sporočil, potem samo še zaprem in grem nazaj spat. Zaradi tega, ker kdaj naj to skidam? Mislim, to je res Augijev hlev, kjer se nabirajo informacije. Tako da Cold Turkey je ena od rešitev, ki mi pomaga. Tale se mi zdi res koristna in je brezplačna in če imate Androidov telefon, si jo lahko namestite. Minimalist phone, ki naredi zaslon telefona bolj dolgočasen, črn, kot vidite, na njem ni ikonic, ker ikonice so pa kot bombončke, veste, ki jih zobljete z ekrana. Sploh, če piše zraven 6 novih obvestil. Vse to je brez veze. Mislim, vaš prijatelj je objavil narekovajih je objavil nekaj na Facebooku in to je tisto pomembno obvestilo. Ko zaslišimo ping na Messengerju, tisto potisno obvestilo, tisti zvok, nam dobesedno raziskave kažejo, tako pade inteligenčni kvocient, sposobnost reševanja problemov. Naša pozornost ni več na neki nalogi, ki jo opravljamo, ampak je vsa pozornost na telefonu. In zato se ne posvetimo ne sebi, ne svojim partnerjem, ne svojim otrokom, ker ves čas dobivamo neka obvestila. Tu še ena rešitev, ravno tako brezplačna, Newsfeed Eradicator. A veste, kaj je Newsfeed? Pač to je neskončen tok informacij o tem, kaj počnejo drugi. In v ta tok informacij padejo ljudje, ko grejo na stranišče s telefonom. Če niste vedeli, oni niso dejansko padli v stranišče, ko ne pridejo pol ure ven, ampak so padli v tok informacij v telefonu, ker pregledujejo in drsajo v neskončnost in tega toka ni nikoli konec. To je neskončen tok informacij. In zato sem si namestil Newsfeed Eradicator plugin, vtičnik v Chrome in na ta način mi zbriše zid, ne vem, kaj vi delate, ne vem, kaj drugi moji prijatelji v narekovajih in prijateljice počnejo na Facebooku, ampak je tam samo neka lepa misel dneva. In na ta način si spet prihranim, jaz mislim, da vsaj pol ure dnevno. Izbrište si od večnosti. Ubijte se, to bo najbolj kruto mogoče sporočilo. Pa ne mislim s tem, da se seveda ubijete fizično, ampak lahko se na katerem od digitalnih omrežij, ker jih imamo vse več. In zaradi njih je tudi vse težje nam shajati skozi življenje. Ne vem, recimo leta 2007 sem bil priklopljen na Facebook, takrat hkrati sem se priklopil na Twitter, zdaj sem še na TikToku, Instagramu, LinkedInu, pa še na, ne vem, na BeRealu, pa še na kakem omrežju verjetno. Kako ne žongliram z vsem tem? Česar ne rabite in kar vam škodi, svetujem, da si enostavno zbrišete. Jaz sem lani za Martina, torej zdaj 1 leto tega, zbrisal, ubil svoj profil zato sem rekel, da ubijte se, ne? Kot rečeno, ne priporočam fizično ničesar takega, ampak v digitalnem svetu pa lahko. Zato, ker je to, kot sem potem ugotovil, zdaj po letu dni res težko breme, ki ga ves čas nosimo s sabo. Ta naš digitalni dvojnik, ki se potem tam krega po Twitterju. Pa jaz se sploh nisem hotel kregati, jaz sem hotel samo pač se pogovarjati. Ampak kar naenkrat te začnejo potiskati v neke politične zgodbe, v neke ne vem kake pozicije. In potem mi je bilo pa najbolj zanimivo, sem rekel, ok, pa grem. Mislim, se so mi ne vem kolikrat napisali, zbriš si profil, ne? Sem rekel, ok, ga pa bom. Pa ne izbes, ampak ker sem videl, da sem začel tudi sam pri sebi se spreminjati, da sem jaz postal oseba, ki tvita v živo. To je tisto, kar res najbolj užge, tudi če pridejo mediji s kamerami. Ne vem, poveš en kratek udaren stavek, zamahneš s pestjo in gotovo bo to objavljeno v neki televizijski vesti. In v takem času živimo, ko je v poplavi sporočil zanimivo samo še tisto, kar je udarno, ostro, kratko, nenavadno, izstopajoče in takih sporočil, in ne samo na Twitterju, ampak tudi na Facebooku in drugih omrežjih, ogromno. No in skratka, potem sem rekel, zdaj pa grem, ugasnu svoj profil in to je zelo težko mimogrede. Učlante se zelo hitro, to je tako kot v kako skrivno sekto. Izčlante se pa izjemno težko. Izpisati se, jaz sem rabil 3 tedne, da sem zbrisal vsa svoja sporočila, da sem ukinil profil, pa še 5-krat sem me vprašal, a ste prepričani, da ga ste res ukinili? Ja. In kaj pa, če si še premislite, gledajte, damo vam še 2 tedna časa. Jaz rekel, ne, jaz bi res rad šel. No, ampak zanimivo tudi, kako jezni so bili tisti name, ki so mi prej govorili, naj se zbrišem. Potem sem pa slišal, snežinka, v hlačke si se polulal in tako naprej. Pa čakajte malo. Zdaj, če sem tu ni v redu, če me ni več ni v redu, kaj sprav hočete?
Zakaj? Zato, ker v bistvu oni rabijo mene. Oni rabijo mene bistveno bolj, kot jaz rabim njih. In ne pravim, da seveda, da so vsi, ki so na Twitterju, zdaj X-u slabi ljudje, ampak peščica slabih je res pokvarila neko druščino, omrežje in naredila probleme. In nisem imel miru. In to je tisto, kar človek danes vse bolj potrebuje. Mir. In tudi zato smo se odpravili letos, pred 2 tednoma na Brač, kjer smo organizirali konferenco Why the World Needs Anthropologists in jo letos naslovili The Power of Isolation, torej moč izolacije. In veste, kako je bilo pravilo na tej konferenci? Mogoče lahko poskusite tudi za kakšne vaše šolske konference. 3 dni, brez telefonov, brez selfijev, brez objav na omrežjih, kar se zgodi na otoku, ostane na otoku. In zaradi te napovedi smo dobili v enem dnevu 200 prijav za konferenco. Zato, ker je to tisto, kar si ljudje res želijo. Tega jih je tudi strah. Ampak hkrati jih privlači ideja, da je vse, kar se je zgodilo tam, ostalo tam. In pač zbrisali smo to podobo. To sem tudi jaz mimogrede na Bolu, na Braču, torej na drugi strani otoka. Konferenca je bila v Supetru. In sem namenoma prosil kolegico, da me fotografira, ko počnem tole. Ker to je res bizarna fotka. Mislim, bizarna zakaj? Zaradi tega, predstavljate si moškega pred, 25-30 leti, ko stoji nekje na morski obali, fotografira sebe, vzame fotoaparat, ga obrne, fotografira sebe, razvije film, razdeli fotografije potem ženskam in moškim po plaži. Kaj bi si mislili o takem človeku? Kaj bi si mislili? Da je totalen narcis, verjetno, pa da ima težave s sabo, vse ste kar dobro rekli. Ampak te težave imamo vsi ljudje. Mislim, mi ne damo miru ne sebi, ne drugim. 100 milijonov selfijev objavimo vsak dan samo na androidnih napravah. In to so samo fotografije, tiste, ki jih objavimo, delimo z drugimi. Tako da jaz mislim, da si vsi skupaj zaslužimo malo miru, ko gremo na dopust. In gremo pravzaprav na dopust v kontejner. Zato sem spet objavil tole sliko. Zato, ker je dejansko kontejner čist enakega formata, kot so tile kontejneri. Ampak za tale kontejner plačate mimogrede na noč toliko, kot ima ta gospa, ki živi v tem kontejnerju, mesečne pokojnine. To je ta ironija današnjega časa, da za te oaze miru vse bolj drago plačamo. In ko smo ravno pri plačevanju, mislim, da potrebujemo nujno nove družbeno-ekonomske modele, da ta sistem, v katerem živimo zdaj, enostavno ni pravičen. Da osmerica najbogatejših ljudi na svetu, da ima v rokah toliko premoženja kot najrevnejša polovica sveta. Pa čakajte, kje smo? In kdo je ta najbogatejša osmerica? To so ljudje, ki upravljajo z vašimi podatki, ki zbirajo vaše podatke. Elon Musk, Larry Page, Sergej Brin, oba ustanovitelja Googla, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Ellison in drugi velikaši, feudalci sodobnega časa, ki se spreminjajo počasi pravzaprav v božanska bitja, sploh ne, če še obstajajo, ne? Tudi časih se potem odpravijo z raketo v nebo, tudi celo z raketo v obliki penisa. Jaz mislim, da je to prav tako provokacija. Mislim, to je naredil dobesedno Jeff Bezos, ki je zaslužil v letu 2020, mislim, da 70 milijard dolarjev, potem se je izstrelil z raketo v obliki penisa v nebo, tako je na začetku naslednjega leta. Jaz mislim, da je to prav simbolna penetracija v digitalne in fizične oblake. Pač Homo Deus odhaja, mi smo pa tu, amorfna gmota je pa tu. Elita se poslavlja, amorfna gmota ta čas opravlja tlako zanjo. In paste, na tem mestu bom naredil nekaj bizarnega, mogoče bom imel kakšne probleme potem z mojimi kolegi in kolegicami, ampak v tem hipu želim zagovarjati kapitalizem.
Dajmo narediti vsaj ta korak nazaj k kapitalizmu, da spet postanemo delavci v sistemu, ne pa, da smo tlačani ali pa celo sužnji sistema, v katerem samo eden dobiva, mi pa nimamo od tega absolutno nič. In kot rečeno, sami si kupimo krampe, s katerimi izkopavamo zlato rudo, Google pa od tega služi. In pred časom sem nekemu Googlovcu predlagal na neki okrogli mizi, kaj pa, če bi si mi te podatke, ideja, ne, dajmo si pač zaslužek od teh podatkov, naših podatkov razdeliti. Pol pa roka, če ste za. Pa je rekel, da ne, da sem sebičen človek, ker tako razmišljam. Zakaj sebičen? Ja, mi znamo te podatke pobrati, jih analizirati, agregirati, prodati, vi bi jih pa kar pustili ležati naokrog. Okej. Tako da jaz resno mislim, da je čas za nek tretji model med kitajskim in ameriškim modelom, tako pri razvoju umetne inteligence, kot pri razvoju rešitev, ki temeljijo na analizi velikih podatkov. Mogoče bi morala Evropska unija spodbujati podjetja, kakršno je Google, ali pa Amazon, ali pa Beta. To so podjetja, ki bi nam plačevala za to, da uporabljamo, da oddajamo podatke. Da bi mi dobili mesečno recimo 200-300 evrov za to, da uporabljamo to vrstne naprave, ki so dejansko prisluškovalne in sledilne naprave in jih ves čas nosimo sabo. In vem, da se to sliši kot fantazija in znanstvena fantastika, ampak tehnološko je to možno. S tehnologijami, kakršna je blockchain, tehnologija veriženja blokov in podobno, je možno biti lastnik svojega podatka in reči, zdaj pa ne delam, odklop, ne morete me videti. To pomeni, da mi srce bije ali da ne končam počasi. Aha, da se mi ura izteka. In vsem se izteka ura. Tudi to je mogoče zadnje ključno sporočilo. Preden se nam izteče do konca, bi rad še sporočil samo to, da mislim, da je čas, da se vrnemo tudi nazaj k temeljem, da se spet spomnimo, da smo ljudje. Ker to tisto, česar se pogosto ljudje spomnijo na smrtni posteli, ko govorimo o temu, da se nam čas izteka. In takrat se spomnimo, kdo so res pomembni ljudje v našem življenju. Teh ni nešteto. Zdaj se mi je nakopičil po zadnjem štetju več kot 6000 sledilcev in prijateljev na Facebooku. Kdo so ti ljudje? Jaz jih vse manj poznam. Zato, ker imam pa toliko povezav na omrežjih, pa pozabljam na tiste, ki so res bistveni. Na mojo ženo, na otroke, na starše, stare starše, prijatelje. In za prijatelje si je treba, kot je rekel Šifrer, čas vzeti. Ampak ga nimamo. In teh prijateljev ni neskončno, ampak je ljudi, ki so res pomembni v vašem življenju, do 150. To je kognitivna meja homo sapiensa. In morda najpomembnejša številka v vašem življenju. 150 ljudi lahko držimo v glavi zaradi velikosti našega neokorteksa, ki je bistveno večji kot pri drugih primatih. In toliko je teh ljudi, ki so v našem krogu. Dajmo se posvetiti tistim. Dajmo narediti mogoče spet prehod od kvantitete k kvaliteti. Ampak zato, da naredimo to, se moramo tu in tam odklopiti. Predlagam pa še, preden se odklopimo, dokončno in preden sklenem, da spet pogledamo drugemu v oči, namesto da si ogledujemo lasten odsev na zaslonu. Zdaj bi vas pa prosil, če lahko to res naredimo, zdaj, da pogledate levo in desno. Pa smo že zaslišali smeh v prostoru. Jaz mislim, da je to bistveno, da pogledamo stran od zaslona, ker v zaslonu vidimo dejansko ves čas lastno sliko. To gledamo na zaslonu in ste se že začeli pogovarjati, kar se mi zdi čudovito. In tudi šolniki in šolnice, apeliram na vas, ko se začne to vrstna prireditev, šolska prireditev, rečite staršem, sorodnikom, ki pridejo na prireditev, da ni treba takoj dvigniti telefonov in snemati prireditve, ko mladi pojejo, ko pokažejo svoje veščine, znanja, kompetence, ko pokažejo, kaj so se naučili na pamet, kot jaz Prešernovo pesem Pevcu. Zato, ker je to trenutek, ki ga vaš otrok, ali pa vaš dijak, ali pa vaš učenec, ali pa vaš študent namenja vam. Vi pa ta čas dvignete telefone in gledate svojo podobo na zaslonu. To gledamo, svoj odsev na zaslonu. Poglejmo spet drugemu v oči. Hvala.
se ne boste odklopili, boste tu pustili telefon? No, jaz bom kar priklopljen, kako naj se odklopim? No, mi smo vas povzeli za res. Okej. In se bomo zdaj odklopili. Res? Hvala lepa, doktor Podjed. Ja, hvala vam. Veseli pa nas seveda tudi, da so veliko današnjega programa so ustvarile višje strokovne šole. Hvala torej Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti za čudovit aranžma. In pa tudi Višji baletni šoli Ljubljana, od koder prihaja korepetitorka Kaja Lomovšek, ki vam bo popestrila torej tale odmor za kavo. Vidimo se ob 11.